Mislim, jaz poznam že ljudi, ki so danes stari 50 oziroma več kot 50, ki so, bi rekla, še v času, ki ni bil tako zelo zaostren kot naš danes, bili v resnici v znanstvenem sektorju zaposleni kot raziskovalci do, ne vem, 43., 45. leta, razumete? Praktično, mislim, si niso mogli privoščiti otrok, oziroma če so si jih, niso imeli redne zaposlitve. Mislim, to je neki širši družbeni problem, kjer pač ne bomo tega problema rešili, če seveda se družba ne bo začela drugače obnašati do tega, da zagotavlja temeljna preživetvena sredstva za mlajšim generacijam, kar pa seveda zahteva neko redistribucijo dobrin, ne zdaj od starejših k mlajšim, kot se to običajno najbolj pogosto govori, ampak od bogatejših k revnejšim, ker pač tudi nekatere starejše skupine ljudi, recimo starejše upokojenke spadajo med revne skupine. To je zdaj ena reč, druge so pa seveda stanovanja, o katerih ne bom niti izgubljala besed, ker nimamo časa, ampak vsi vemo, kakšno je stanje za stanovanje, vsi vemo, da se stanovanja ne gradijo več, mislim, kadrovskih stanovanj praktično ni, Pred časom, ko smo govorili o stanju v zdravstvenem sektorju ali pa v stanju, ko gre za učitelje, sem jaz rekla, da mislim, za to mora država prevzeti odgovornost, Če so to državna, če imamo mi bi rekla, nekšno družbeno produkcijo ali pa neka področja, ki so družbeno nadzirana ali pa vodena, potem mora država seveda voditi odgovorno kadrovsko politiko, mora zagotavljati delovna mesta in mora zagotavljati kadrovska stanovanja. Tega ni več, Tega ni več. In seveda je, mislim, če pač pogledamo mlade, po eni strani je seveda tragično, mislim, vsi ti dejavniki, ki ste pač jih pokazali, kažejo na to. Jaz se spomnim, ko sem jaz bila davnih let nazaj stara 29, ko sem zanosila, so me že imeli za starejšo nosečnico, razumete? Se pravi, ampak danes, mislim, kako naj vam reče, kdo pri 29 letih ima sploh službo in stanovanje, skoraj da nišče več, To je resen problem, ki ga mi teh, bi rekla, problemov, ki so seveda individualni, ne bomo mogli rešiti na individualni ravni, dokler družba ne bo začela razumeti, da pač neka tako imenovana naravna reprodukcija, ki očitno ni naravna, ker pač moramo neke resne družbene probleme reševati, zato da imamo resne razmisleke v celotni družbi. Še nekaj bi mogoče, samo eno besedo, ko gre za debelost, treba je vedeti, da debelost je ravno tako, čeprav se na prvi pogled se zdi, da to ni res, debelost je sindrom revščine. V razvitih državah, kjer so pač imamo večino te predebele ali pa debele populacije, če boste šli gledati slojevsko, boste videli, da večina ljudi, ki spadajo res med predebele in tako naprej, spada v spodnji del družbe, ker namreč problem je v tem, da dobra kvalitetna hrana, je draga hrana še vedno. In vedno bolj bo draga hrana, Tako da, dokler bomo mi mlade generacije držali objektivno v strukturni negotovosti za preživetje oziroma služba in stanovanja, in dokler bodo tudi, ko bodo zaposleni v resnici v glavnem spadali v slabo plačani del družbe, pač lahko pozabimo, da bodo se pač odločali za otroke. Mislim, pravzaprav je treba tukaj postaviti tudi eno drugo vprašanje, ali bi bilo sploh odgovorno, da se v taki situaciji odločijo za otroke. Kaj hočemo imeti? Hočemo imeti ogromno število otrok, ki jih starši ne bodo mogli niti preživljati. Veste, spokojno Anito Kogulin, ker sem videl pač prej prijateljici, ko smo se pogovarjali o botrstvu, to je 30 € na mesec. Jaz, ko imam pač v sorodstvu ljudi, ki spadajo v zgornji srednji sloj, to so samske ženske in rečem, ker ne vejo, kaj bi z denarjem in nakupujejo najrazličnejše obleke, kozmetike in ostale neumnosti, in jim rečem, daj ti recimo, daj vzami enega ali pa dva otroka, pač se veste, to pač ta projekt, ki ga ima Zveza prijateljev mladine,
tega one ne dajo. One bodo kupovali obleke za 300 evrov, ampak ne bodo pa dali 30 evrov za to, da bi nek otrok. Ker sem jaz njih vprašala, kaj pa si lahko pomagate s 30 evrov, kaj je zdaj to teh 30 evrov? Ona je rekla mleko pa ena žemlja na dan. A razumete? Mislim,